V ponedeljek se je na Bledu pričel tradicionalni strateški forum Bled, ki letos poteka pod naslovom New Reality. Udeleženci foruma razpravljajo o različnih temah, kot so vzpon populističnih, nacionalističnih in ekstremističnih gibanj, lažne novice, Evropska unija v spreminjajočem se svetu, digitalna diplomacija, nuklearna varnost, človekove pravice, osrednja tema številnih formalnih in neformalnih pogovorov pa je nedavna arbitražna razsodba o meji med Slovenijo in Hrvaško. S prvim podpredsednikom Evropske komisije, gospodom Timmermansom, sva imela zelo dober, konstruktiven razgovor. Poudaril je, da komisija še vedno stoji na povsem istem, torej nespremenjenem stališču, da je treba arbitražno odločbo spoštovati in tudi implementirati. Sem pa tudi zelo jasno povedal, da v primeru, če kmalu skupnega dogovora implementaciji ne bo, bo Slovenija seveda ukrepala tako kot lahko sama. Years ago it was decided to do this through arbitration. There were some hiccups along the way, as you know very well, but these were solved. So now the European Commission counts on both parties to implement the award. So how? Hiccups still seem to be there. We will insist with both parties that implementation of the award is the best possible outcome of this process. Na koncu bo sodba uveljavljena. Zdaj gre za vprašanje, kako to doseči, in ker verjamem, da je zelo pomembno, da se tako kot je bil sklenjen sporazum po mirni poti, tudi uveljavi po mirni poti, bi zaenkrat svetoval potrpežljiv dialog s hrvaško stranjo. Tako da, kar se tiče arbitraže, bomo seveda skozi celoten Blejski strateški forum vodili te razprave in tudi upozarjali na to, da je nesprejemljivo, da članica Evropske unije ne spoštuje mednarodnega prava. V okviru foruma so bile med drugim predstavljene tudi investicijske priložnosti in podjetniška klima v Sloveniji. Enega najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji se udeležuje preko 1000 uglednih gostov, predstavnikov politike, diplomacije, gospodarstva in nevladnih organizacij iz 70 držav. Poleg praktično celotnega državnega vrha Republike Slovenije so tako na Bledu med drugim tudi visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, Evropska komisarka za promet Violeta Bulc, generalni sekretar OECD Angel Gurija, predsednica vlade Srbije Ana Brnabić in številni drugi. Izjemna priložnost ne samo za promocijo Slovenije, ampak predvsem za neko vsebino, da delujemo skupaj na političnem, na gospodarskem področju, da dejansko izmenjavamo ideje, tokrat predvsem o tem, kakšna bo prihodnja Evropa v tem svetu globalizacije, kaj lahko delamo skupaj, imamo velike izzive, lahko rečem, da so skupni izzivi nasploh migracije, varnost, boj proti terorizmu in vse to so tudi teme tega strateškega foruma, predvsem pa bi rekla neko mreženje in sklepanje boljših odnosov in pa sodelovanja. Vprašanja, ki jih je treba nasloviti, so globalna po svojem značaju. Seveda pa je treba ta vprašanja tudi postaviti v konkreten kontekst političnega odločanja doma in v Evropi. In potem seveda iskanje tistih novih vprašanj, kot so recimo nova družbena pogodba, kot je vprašanje solidarnosti v današnjih razmerah, vprašanje univerzalnega državljanskega dohodka in podobno, kar ima vse zvezo z našim pravnim sistemom in z našim sistemom vrednot. V okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov VZMD, Investu Slovenija in International Investors Network se foruma že 7. udeležuje tudi predsednik VZMD, magister Kristjan Verbič, ki je priložnost izkoristil za številne pogovore in sestanke.